Torej, zakaj si se odločila obiskati bobnarsko delavnico? Zaradi tega, ker že od začetka šolskega leta bobnam. Pa te je veselilo bobnanje že prej ali zakaj si se odločila za bobnanje? Zgolj enkrat je bilo zastonj med počitnicami za probati, pa sem se navdušila, ker imam dober posluh za ritem. Vidim, da imaš tudi svoj boben. Kje pa si ga dobila? V Ljubljano sem si šla po njega, pa je bil kar drag. Torej ni iz Afrike? Je uvožen. Dosti stabilno v tem spodnjem delu, ne? Da se ne premikaš, da se noge ne premikaš levo desno. Pač drug dela čist določeno. Noge se spet na miru, da se malo premikaš z njimi, ampak pač kazi tega, da vele. Kaj so se torej danes naučila dekleta tukaj na delavnici? Mogoče samo ene par osnovnih gibov, elementov zahodnoafriških plesov. In kako jim gre? Mislim, da kar super. Tako da najbolj za njih vprašate, kako so se počutili. Kaj pa kakšna posebnost morda afriških plesov, čim se razlikujejo od česa drugega? Težko se sploh govori na splošno o afriških plesih, zato ker jih je res ogromno, kolikor je plemen tukaj tudi plesov. Mogoče neka skupna lastnost je pa ritem, energija, prizemljenost, tako recimo na kratko. Verjetno plešete ponavadi na ritme bobnov, a ne? Ja, tudi ponavadi, čeprav jaz tudi kombiniram dosti sodobni ples z afriškim, tako da tudi na glasbo različno, ni nujno sploh afriško. Ampak, kadar gre za bolj tradicionalne, pa obvezno zraven bobni v živo. Si se danes na delavnici prvič srečala z afriškimi plesi? Prvič, da sem tak plesala, na tak način, ja. In kaj te je navdušilo, da si prišla na delavnico? Ona. Torej ste s prijateljico skupaj prišli? On gre dobro? Pa to ni izpit za avto, da še si šel dobro, ne? Ja, definitivno. To so zdaj ta prava kadilska pljuča. Ampak veš šta?